resnica ni na sredini, ne? Resnica je tam, kjer je. Smo bili, saj jaz sem bil otrok krize, ne? Na TikToku, YouTubu in Instagramu v zadnjem času opazujemo vse več izjav aktualnih in nekdanjih politikov, ki so gosti v sicer nepolitičnih podcastih. Zanimivi detajli. Skupno jim je to, da so bili vsi gostje pri slovenskih podcasterjih, pri čemer se nekateri vztrajno izogibajo nastopu v novinarskem studiu. Ja, pač gre za nov trend v medijski krajini in tudi v načinu, kako se dela kampanja in kako se dela politika. In karte se mešajo. Tradicionalni mediji mogoče malo izgubljajo. Mogoče ne bi rad rekel mogoče, jaz mislim, da izgubljajo. In to vrzel zapolnjujejo neke druge vsebine. Lahko, ampak je pa spet tako. To ne pomeni, da bodo samo ti mediji govorili o njihovih sporočilih. Tudi mi bomo, klasični mediji, ki nas je recimo nek politik zavrnil, ki je dobil, rečva, 9 vabil, pa nikoli ni našel časa, vedno je nek razlog, zakaj ni prišel. Bo tega še več? Absolutno. To se je šele začelo. To še nič nismo videli. Čakaj, da še umetna inteligenca svoje zraven pove. Podcasti so odigrali ključno vlogo pri ameriških zadnjih volitvah. Prvič je bilo, da je ameriška javnost spremljala volitve v živo prek podcasta, to je bil PBB. Namreč po zmagi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki se je nepričakovano pojavil pri svetovno znanem ameriškem podcasterju Joeju Roganu, ki ima na YouTubu skoraj 20 milijonov sledilcev, se postavlja vprašanje, kako pomembni so podcasti v predvolilnem obdobju, v katerem je trenutno tudi Slovenija. Jaz mislim, da to ni nič novega, ne? Da so politiki vedno radi prihajali in se kazali tam, kjer bodo izpadli lepi, pametni in dobri. Mislim, da so podcasti zelo blizu tej tabloidnim vsebinam. Bi pa rekel, da če denimo predstavniki političnih strank obiskujejo te podcastere, da imajo predvsej oziroma dovolj relevantne podatke, informacije, da pač presodijo, da se jim to očitno splača. Podcast kot tak se mi zdi, da je itak nekaj, kar premalo uporabljamo in pa sem že en čas v mislih, da naredim na enem podcastu nekaj. In pol valjda sem zbral najboljše. Ja, mislim, itak, da sem zdaj tle. Ne, resno se ne hecam. In zakaj politiki to počnejo? Ker se izogibajo neprijetnemu novinarskemu vprašanju ali iščejo novo volilno telo. Absolutno si želijo doseči nove ljudi, volivce, recimo absolutno si želijo kontrola, je zelo visoko na tej prioritetni lestvici. Ne? Kako pa komentirate, da se kakšni politiki izogibajo v bistvu novinarskim vprašanju in nočejo priti v studio, kjer bi pač pojasnili določene zadeve in raj pridejo v podcast? To se mi zdi zelo pozitivno. Zakaj? Ja, ker je bolj zame. To, da se politik želi pojavljati tam, kjer mu ni treba odgovarjati na novinarske vprašanja, kjer mu ni treba odgovarjati na težka vprašanja, je po moje z njihovega zornega kota čisto logično. Ne? Vprašanje pa je, kaj ima oziroma česa nima javnost zaradi tega. Ne? Kako pa je širšim družbenim vplivom podcasterjev imajo vpliv na volilno telo? Absolutno. Ja, seveda ga lahko imajo. Vsekakor lahko, vsaj deloma, ne bi rekel, da je ta vpliv lahko odločilen. Marsikaj, kar vidijo ljudje na spletu, izgleda, kot da je novinarski izdelek, pa to ni. Ne? To mimikrijo izvajajo tudi stranke same. Ne? Recimo v slovenskem volilnem prostoru je tako, da velikokrat morajo nagovarjati politiki neopredeljene volivce. In ti neopredeljeni volivci so lahko tisti, ki bodo na koncu pretehtali na nekih volitvah tehtnico. In oni tukaj tvegajo, če ne grejo na nek, recimo, javni medij ali pa na nek medij, ki jih bo neusmiljeno, brez kakršnekoli dlake na jeziku izprašal neko vprašanje. Kdo se jim izgublja? Vsi po malem. Vsi so kdo? Vsi, zagotovo gledalci, ki nas gledajo, ki niso dobili celotne informacije iz prvih ust, dobili jih pač iz druge roke, a ne? Zagotovo izgubljajo. Politiki, ki so sprejeli napačno strategijo, zagotovo izgubi, javni medij, ki pa nima vseh sogovornikov, pa vsekakor izgubi. In zakaj so podcasti, ki so dolgi tudi 3-4 ure, tako zanimivi za poslušalce oziroma gledalce? Ta forma omogoča, sploh če greš k takšnim, ki se ne ukvarjajo s politiko na dnevni ali pa tedenski bazi, da imaš malo več nadzora, malo manj neprijetnih vprašanj, pa več časa, da recimo sebe pokažeš tudi še malo drugače kot samo politika, kot nekoga, ki sedi za svojo mizo ali pa stolom v državnem zboru. Rekel bi, da nagovarjajo občinstvo drugače kot tradicionalni mediji, predvsem v tem smislu, da večkrat ne s piedestala
kar se mi zdi, da lahko tudi po tradicionalnih medijih kdaj pa kdaj še kar zaznamo. Ne? In menim, da imajo lahko potem gledalci, poslušalci občutek, kakor da prisluškujejo temu pogovoru iskrenemu med dvema sogovornikoma, kadar seveda pač do tega pride, ne, in je uspešen ta pogovor. Ja, ker podcast je v bistvu krovni izraz za videe oziroma audio posnetke, ne, za neko precej določeno obliko, formo, ne, pogovora, ki ima redno je objavljena na podoben enak način, ampak tukaj notri je vse možno lahko. Ne. To so lahko zabavne oddaje, lahko so to politična propaganda, lahko podjetja imajo svoje podcaste, vsako večje podjetje ima svoje podcaste. To mi dosti ljudi ne verjame, ko me vpraša, kakšna je moja priprava, in rečem, da je ni. Ker danes ni treba več iskati po linkih, ampak recimo neko dosti sposobno umetno inteligenco vprašamo, ne, ona naredi raziskavo o gostu in pa se ta dokument pač pripravlja. Tako. Kaj pa če kaj ne drži? Vse te sistemi so se zdaj v zadnjih 2 letih kar precej izboljšali v točnosti in gre dejansko vire pogledati, prebrati in potem jih servirati. Kako izbirate goste? Vi izbirate ali vaša ekipa? Ja, jaz. Se vam gosti javljajo sami tudi? Da vas kontaktirajo pa rečejo? Seveda, vsak dan. Ampak tisti, ki se sam predlaga, ima zelo malo šans, da je povabil. Zanima te, kdaj je podcast uspešen. Če sem jaz gostja, je zame uspešen podcast, če ima ta veliko poslušalcev in veliko sledilcev, recimo po družbenih omrežjih, ker si želim, da bi tisto, kar bom povedala, šlo čim dlje. Če lahko malo poveste, kje je vaša ciljna publika? Zelo vas bom mogel razočarati, ne vem. Statistik ne gledam, ampak na dogodkih pa vidim. Ob tem je pa tudi pomembno, ker to vzame kar nekaj časa in energije, če uspeš s tem prepričati dovolj veliko število ljudi, da te podprejo, ali recimo uspeš na kakšnih razpisih pridobiti sredstva za to, kar delaš. Če sem na drugi strani, pa k temu še, a lahko kaj konc dneva imam od tega v smislu, a lahko od tega živim. Prepričan sem, da recimo vsaj v delu tistih, ki imajo tudi kakšne komercialne ambicije, številke dosegov, gledanosti, poslušanosti definirajo uspešnost. A kaj definira vplivneža, da je vplivnež? Konsistenca bi jaz rekel, da je na vrhu hierarhije, drugo je pa radovednost, recimo. Ja, dobro, ampak če ima 200 ogledov, ne bo ni gost k njemu prišel, ne? Najbolj poslušan nisi, če imaš 200 ogledov. Ja, v bistvu je tako, no. Jaz bi rekel, da nam je mal internet zastrupil možgane, da rečemo 200 je pa res kar neki. Ampak se strinjate, da kakšni gosti k vam ne bi prišli, če bi imeli 200 ogledov? Absolutno ne, ampak jaz sem tudi začel z nič ogledi, ne, tako da... Eden vaših zadnjih gostov je bil Žiga Turk. In zdaj bom spet njega citirala, ko je rekel... Zdaj se pa kaže, ne, da je nekaj teh podcasterjev, ne, ki so pa mal boljši od drugih, mal bolj vplivni od drugih, skratka se spet oblikuje neka piramida. Mogoče ste vi v Sloveniji del tega, ne, oziroma ste eni od boljših oziroma bolj gledanih podcasterjev. Ne. In to bo imelo posledico spet na to, verjetno upajmo, kakšne voditelje bomo zbirali. Verjetno je doseg pomemben za vpliv, ne? Ja. Tako. In druga zadeva je, da je nekako impliciral, da imate lahko vi to moč, torej da boste vplivali, da lahko potencialno vplivate na javnost, kako bodo volili na volitvah, ki bodo v Sloveniji naslednje leto. Kaj je vprašanje? Vaš komentar me na to zanima, da v bistvu do vas pride nekdanji minister in vam to izreče. Ja, tukaj je bil gost Robert Golob, pa bil je gost Janez Janša in mogoče lahko tudi povem, da se dogovarjamo, da bomo naslednje leto, da boste oba naenkrat tukaj. In strinjam se z ministrom, z vami, verjetno bo vplival, ne bo edini to vpliv, ne bom se trudil biti na sredini, jaz pač povem, kaj jaz mislim, a ne? Ampak, če sem zdaj razumela, vi se boste potem na stran nekoga postavljali, kaj ste rekli, da... Seveda, v eni... Koga po na stran Janeza Janše ali Roberta Goloba? Ne, odvisno od argumenta, ne? Se pravi, jaz se bom postavil na stran tistega, s katerim se strinjam v določeni tematiki. Kaj kot nek sodnik ali?
Ne, kot... Ampak se veste, da sta to politika, ne? Ja. Ja? Politiki imajo svojo agendo, ne? Politiki nekam pridajo z nekim namenom. Jasno obstajajo pasti podcastov, tu je širjenje nepreverjenih informacij, netočnih informacij, več je seveda tudi politično nekorektnosti. In s tem se pojavi vprašanje odgovornosti. In morajo imeti do poslušalcev, gledalcev tudi podcasterji. Mislim, da vsaka oseba, ki ima velik domet, ima neko javno odgovornost. Ne moreš pa zdaj ti preprosto reči nekomu, ti imaš odgovornost, boš s tem zadevo rešil. Torej, da bi preložili odgovornost na javnost? Ne, jaz mislim, da se tule ne da preprosto prelagati odgovornosti na javnosti. Kako pa gledate na vašo odgovornost? Po moje, sej razumem, kaj želite povedati, ampak ne bom sprejel te odgovornosti, ker je od ljudi. Seveda vsi, ki nastopamo javno, imamo odgovornost. Tudi ljudje, ki nastopajo, državljani in državljanke, ki nastopajo na Twitterju pa na Instagramu, imajo odgovornost za javno izrečene stvari. Mislim, da ima politik kot nek posameznik, ki ima določene svoje cilje, svobodo, da se odloča, kam iti pa kam ne. Jaz sem neodvisen medij, delam v okviru zakonov in za ostalo mi je vseeno. Nisem pa prepričan, da se tudi podcasterji ali pa ne nazadnje influencerji oziroma kdorkoli komunicira po omrežjih in ima neko vpliv, da se ti svoje odgovornosti zavedajo oziroma drugače se morda zavedajo, pa jim je pač za to malo mar. Če govorimo o politikih, bi bilo fajn, da so dejavnost čim bolj izobražena o tem, kaj gleda in kaj posluša. Tudi katere mediji konzumira. Jaz kot odgovorna urednica Metine liste to poskušam delati na tak način, kot sem v recimo klasični novinarski karieri. Tu imam predvsem v mislih, katere goste, kako jih vabijo, se goste sami povabijo, so za to plačani, kako so podcasterji plačani, koliko je to pomembno. Meni kot recimo temu zdaj že dinozaur tradicionalnih medijev seveda se transparentnost zdi zelo pomembna, oziroma neke vrste sledenje določenim kodeksom, pravilom, formalnim ali neformalnim. In se mi zdi seveda tudi prav, da če obstajajo kakšni potencialni konflikti interesov, če obstajajo neki dogovori, sponzorstva v ozadju, da se to razkrije. Jaz si mislim, da je to medijski zakon poskušal tudi vsaj delno prepeljati noter, da bi vsaj transparentno povedali, če oglašujejo, pa če so PR-ovci na pol, pa tako naprej. In mislim, da je to res taka minimalna zahteva, ki jo lahko imaš od vplivnežev, še posebej tistih, ki imajo velik domet, da tu ni sploh. Ne vem, zakaj se je to problematiziralo, čisto po pravici povedano. Bi tovrstni podcasterji lahko postali tako močni, da ljudje ne bi več gledali televizijskih soočenj ali spremljali informacij v klasičnih medijih? Vidim, da ni dobra novica. Ne, tega bo samo še več. Zdaj smo šele na okus prišli.